Lepo vas pozdravljam v novi epizodi podcasta Inspiracija. Erika je moje ime in tokrat se bomo posvetili še enemu podzavestnemu vzorcu, prepričanju, ki nas prav tako zelo blokira pri izražanju. To je prepričanje, sem preveč, enostavno sem preveč. Zdaj smo se posvetili bolj tistim vzorcem, ki nas običajno držijo v ozadju, v smislu, da se sploh ne izpostavimo, da se bojimo svojih talentov, svojih darov, svojega poslanstva, svojega izraza zaradi določenih izkušenj iz otroštva, ki so nam zablokirale to izražanje. So pa tudi področja v vašem življenju, verjetno, vsaj v mojem so bila, na katerih pa sem se izražala zelo veliko. Verjetno tisti, ki me že poznate, veste, da je moje nastopanje oziroma moje izražanje, bom rekla, bilo zelo slikovito že v zelo zgodnjih letih, ko sem nastopala že v bistvu od, lahko rečem, kaj vrtca oziroma osnovne šole. In se spomnim, ko sem dostikrat slišala že v osnovni šoli, pa tudi v srednji, potem naprej, ko sem se s kom pogovarjala, ti si vse povsod, ne? Tebe je pa res vse povsod. Ali si na televiziji, ali si na radiju, ali si v Cajtangu, ali si, ne vem, na odru, skratka, vse povsod me je bilo. Skratka, to izražanje je bilo meni v bistvu nekaj res, kar je bilo očitno mi položeno v zibelko in kar me je v bistvu razveseljevalo. To je bila neka tista moja iskra radovednosti, iskrivosti. Želela sem v bistvu raziskovati to področje nastopanja, ker sem se enostavno želela izražati. To je mene napolnjevalo vedno od malega. In potem, ko vidiš tudi odziv ljudi in ko stopiš na oder, začutiš to energijo, ki jo lahko daješ ljudem, ko to sprejmejo, kako se ta krog tega sklene, sem enostavno začela v tem uživati. In to je bilo nekako že moje poslanstvo, ne samo talent, nek dar, ampak v bistvu je postalo moje poslanstvo, ker sem začutila tisto nekaj več. In potem je to v bistvu celo življenje nekako vodilo z občasnimi življenjskimi pavzami vmes, ampak vedno znova sem se vračala, pa sem si vedno rekla, kaj je to? Ali je to neka odvisnost, ali je to želja po potrditvi, pozornosti ali kaj, ampak dejansko je bilo to nekaj, v čemer sem res uživala. In sem rekla, pojdi za to iskro, Erika, in konec koncev priložnosti so prihajale v tej smeri in enostavno sem z veseljem vsako tako priložnost tudi vzela in enostavno uživala na odru, pred mikrofonom, pred ljudmi, pri povezovanju z ljudmi in je bila to očitno moja pot. In seveda na tej poti pa sem se srečavala tudi s takimi in drugačnimi predsodki ljudi, ki so to videli drugače. In nekako niso, bom rekla, razumeli te moje poti, kar tudi ni namen, da te bo vsak razumel, ampak takrat kot mlada punca, ki seveda je iskala malo, bom rekla, vseeno malo potrditve, ne, včasih kakšnega feedbacka, ko nisem imela še to vzgrajeno, bom rekla, to lastno vrednost. In me je potem, bom rekla, zapeljalo malo na to pot, da sem začela res verjeti, da sem preveč. In da je moj izraz preveč, da se preveč mečem ven, da se preveč razkrivam, odkrivam, ampak to sem enostavno bila jaz. In zato vsi tisti, ki se vam zdi, da ste preveč, morate vedeti, da veliko ljudi čuti ob tem negotovost, ko nekoga vidi tam, kjer bi si mogoče sami želeli biti. Ko so mogoče odraščali v okolju, kjer to izražanje ni bilo toliko, bom rekla, dovoljeno ali pa mogoče ni bil to tak v bistvu dar ali pa nekaj, ali pa niso imeli podpore, da bi, bom rekla, to res izražali na tak način. Ali pa, ne vem, jim je kdaj zmanjkalo poguma in so v vas videli nekaj, kar bi oni želeli imeti. In seveda je to v ljudeh trigiralo marsikaj. In ko nam nekdo stopi na žulj, hote ali ne hote, začnemo v bistvu obsojati tega človeka, ki ga vidimo pred sabo, ne pa to, kar nam v bistvu ta človek kaže, ne. In zelo malo ljudi je bilo tudi v mojem življenju takih, za katere bi lahko rekla, da so res iskreno rekli, wow, to bi pa tudi jaz bil, povej mi, kako si prišla do tega, ne. Večinoma je bilo, bom rekla, ogromno enih, v bistvu ta stavek je bil, bom rekla, oblečen v neko kritiziranje ali pa zanikanje ali pa blatenje ali pa
pomanjševanje tega, kar sem bila. In ja, to me je za nekaj časa tudi ustavilo večkrat, ali pa da bom rekla, nekako se veste, kako je, ne? Če konstantno stopaš v blato, ne, pač si umazan tudi ti na koncu, ne? Če verjameš nekomu, ki govori take stvari, enostavno začneš počasi tudi ti, ne, strupite začnejo te misli, ne? In če nimaš še dost, bom rekla, trdnih meja v svojem življenju, ali pa, kot sem že rekla, izoblikovane svoje lastne vrednosti, kar res v svojih mladih letih, ker sem res začela v mladih letih nastopati, še nisem imela, te lahko to začasno tudi ustavi, zastrupi in moraš pol nekaj časa, mora preteči, da v bistvu to daš ven, da si te stvari razčistiš in da vidiš, aha, kje so tvoje meje, kje si ti, kje so ostali ljudje. Jaz sem tudi človek, ki zelo čuti in včasih ne ločim, v bistvu, kje se jaz začnem, kje se jaz končam in drug začne. V bistvu sem imela veliko dela na sebi na tem področju, da sem v bistvu začela razločevati, kaj so moje misli, kaj so moje čustva, kaj ni več moje, katere stvari tolerirati, katere ne. Skratka, to je, kot že rečeno, delo na sebi in na tem področju, ja, sem mogla tudi sama veliko narediti, da sem ostala na tej svoji poti. Tako da, to je tisto, no, kar vam bi želela sporočiti vsem tistim, ki ste se mogoče v življenju počutili preveč. Dostikrat je to samo občutek, ki prihaja od ljudi, ki v bistvu tega niso zmogli. Vse sočutje do teh ljudi, tukaj ni zdaj namen, da obsojam vas vse, ki ste mogoče to počeli, ampak da razumemo, no? Da razumemo, da mi ne zmanjšujemo svojih, bom rekla, talentov, svojega izraza, sebe, zato ker se nekdo ob nas počuti slabo. Drugo je, ko govorimo o nekem, bom rekla, omalovaževanju ali pa o neki, da delamo škodo drugemu človeku, da ga ponižujemo, samo zato, ker mislimo, da lahko to izrazimo. Govorim o tem, da ko smo popolnoma spoštljivi, ko samo enostavno izražamo, ne vem, bodi si svoj talent, spoštljivo izražamo svoje mnenja, svoje čustva, smo to, kar smo, brez da bi žalili druge namenoma, ne vidim razloga, zakaj se ne bi izražali, ne? Če pa to sproži v drugih, kar pač sproži, bodi si ljubosumje, bodi si vse tiste rane, ki jih imajo ljudje na tem področju, pa pač ni več naša odgovornost. Tako da naj vas te stvari ne zmanjšujejo, niso vam treba skrivati zaradi tega. Pošljite dobro energijo takim ljudem, ki to počnejo. Skušajte razumeti, odkje prihajajo, ne pa dovoliti, da vam to v bistvu zastrupi vaš izraz in da vi nehajte konec koncev ustvarjati zaradi tega, ne? Ker to ni namen. Konec koncev bolje, da ljudem pokažete, da se da, ker slej ko prej bodo te ljudje ali pač odpadli iz vašega življenja, ali pa bodo začeli se spraševati, kako. Če ona lahko, mogoče pa tudi jaz lahko, in bodo taki ljudje postopoma začeli iskati rešitve, iskati pot, brskati konec koncev po svojih blokadah, zakaj pa oni ne. In tako da vi svetite naprej, vi bodite ta luč, ne, v temi, konec koncev. Tako da to vam polagam na dušo, torej ne glede na okolico, ne glede na to, kako vas drugi vidijo, nikoli niste preveč. Nikoli niste preveč, ko se izražate, imejte samo jasno izražene svoje meje, dokje boste pustili, da neka stvar vpliva na vas, neko mnenje, nek komentar, neka kritika. Vedno imejte v mislih, da ste spoštljivi do ljudi, spoštljivi v svojem izrazu, skušajte dati v to čim več razumevanja, ampak obenem imejte torej tudi trdne meje, dokje pa vi ne boste pustili določenim poniževalnim, bodisi komentarjem, opazk do sebe, da vas to ne ruši. In zbirajte tiste konstruktivne kritike, če že, ki vas gradijo, ki vam pomagajo naprej na vaši poti, ki vam želijo dobro. In to mislim, da vsak zelo, zelo dobro čuti. Tako da, evo, tokrat o tem. Torej, biti preveč, niste preveč, nikoli ne boste preveč, tako da izražajte se, sijte še naprej v tem svetu, naj vas nič ne zruši.
Tako da ostanite zvesti svojemu srcu, temu, kar čutite, da je prav za vas in ne morete zgrešiti. Toliko torej iz tele 32. oziroma ne, že 33. epizode podcasta Inspiracija. Ker hitro gre tole naprej. Skratka, uživajte še naprej in se vidimo kmalu.